Pozdravljeni, na drugi strani ekrana. Ste mogoče se že kdaj vprašali, ali smo v vesolju sami, ali pa mogoče vas je vsaj prešinila ta ideja. Ne bi bilo to nič neverjetnega. Zakaj, vam bom razložil zdajle. Tukaj na tej sliki na levi strani, tole je naša galaksija, imenuje se Rimska cesta. Pravijo, da v tej galaksiji je na milijarde zvezd. Dejansko, če dobro pogledate, te bele pikce na nebu, to so vse zvezde. In tudi te bele lise, ki izgledajo kot neki beli oblaki na nebu, tudi to so vse zvezde, samo so tako daleč in tako blizu skupaj, da posameznih sploh ne ločimo. Vmes med zvezdami so tudi planeti. Planetov ne vidimo, zato ker ne sevajo svetlobe. Jih je tudi nekaj manj kot zvezd, ampak pravijo, da lahko kljub temu rečemo, da je tudi planetov v galaksiji nekaj milijard. In ta galaksija ni edina, ki je v vesolju. In trikrat lahko ugibate, koliko galaksije. Pravijo, da jih je na milijarde, tako velikih, manjših in večjih od naše Rimske ceste. Skratka, nek zelo velik prostor, v katerem je neko ogromno število teh vesoljskih teles. Tukaj me včasih drži, da bi rekel, kar da jih je neskončno veliko, čeprav v resnici jih je končno veliko, samo jih nihče ni še preštel. Najbolj si to ponazarjamo s tem, da kakor pravijo, da je vseh teh nebesnih teles toliko, kakor je zrnc peska na vseh plažah na Zemlji. In potem res ni nobeno čudo, če se v vsem tem prostoru in vseh teh nebesnih telesih vprašamo, a pa smo res tukaj v vesolju sami. Ampak, kakor danes temu rečejo halo, v resnici samo na tem planetu, na katerem živimo, se pravi na Zemlji, skupaj z nami živi še vsaj 20 milijonov drugih vrst. Mi pa stojimo, gledamo v nebo med zvezde in se sprašujemo, ali smo sami. In streljamo proti Luni, proti Marsu rakete, ki preiskujejo, če so kakšni sledovi življenja na teh nebesnih telesih, in z dragimi radarskimi teleskopi tipamo po vesolju v upanju, da bomo dobili kakšen odziv. A obkroženi smo z neko neverjetno pestrostjo življenja tukaj na naši Zemlji. Res pa je, da je kar nekaj vrst, s katerimi si delimo naš planet, ki izgledajo, kakor da so prišle iz vesolja. Ampak to se da razložiti. Namreč ljudje, ki so odgovorni za znanstveno fantastiko, to so ljudje, ki rišejo znanstveno-fantastične stripe in snemajo takšne filme, izkaže se, da nimajo prav veliko domišljije. Ko morajo narisati nek lik, ki je prišel iz vesolja, običajno vzamejo za osnovo neko vrsto, neko zemeljsko vrsto in jo samo malenkost predelajo in potem izgleda, kot da je prišla iz vesolja. No, ampak današnje predavanje ne bo o iskanju življenja v vesolju. Današnje predavanje bo o iskanju življenja na Zemlji. Oziroma niti ne o iskanju, pač predstavil vam bom par stvari o tem življenju na Zemlji, ki ga danes imenujemo tudi biodiverziteta. Predvsem bi vam rad predstavil pač v povezavi s to razstavo v Vrtincu sprememb, kako se določene stvari, ta živa narava spreminja in kakšna je človekova vloga pri teh spremembah. Se pravi, kakšen je naš odnos do žive narave. Sicer pa jaz sem Davor Tome, prihajam iz Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer delam kot raziskovalec. Predvsem raziskujem na pticah, ampak ptice niso tista moja edina muza, moja edina motivacija v teh raziskavah. To je v bistvu celoten fenomen žive narave. Torej, na hitro, samo če ponovim, kaj biodiverziteta je, za tiste, ki še niso slišali, oziroma tisti, ki so pozabili. Jaz verjamem, da je malo težja beseda za zapomniti si, tudi včasih malo težja za izgovoriti. To je pač zaradi tega, ker je to skovanka iz dveh tujih izrazov. Prvi bios
prihaja iz grščine in pomeni življenje, drug pa menda prihaja iz latinščine, diversus, in pomeni pestrost oziroma raznolikost. Obstaja pa tudi bistveno bolj preprost opis tega izraza biodiverziteta. V slovenščini to so samo tri besede, in sicer življenje na zemlji. In dejansko biodiverziteta je vse, kar je kakorkoli povezano z življenjem na zemlji. To so vse vrste, ki živijo na zemlji, na našem planetu. To so tudi vsi osebki, ki se med sabo razlikujejo. Vsa ta pestrost osebkov, ne samo med različnimi vrstami, ampak tudi pestrost osebkov znotraj vrste. Namreč dva osebka med sabo si nista enaka. In ne smemo pozabiti, ta biodiverziteta, to so tudi vsi ti biološki procesi, ki potem povežejo vse te vrste, povežejo vse te osebke v neko celoto, v neke sisteme, ki jim rečemo ekosistemi. Zdaj upam, da vas nisem zgubil zdaj pri teh bioloških procesih, ni to nič takega, česar vi itak ne veste. Mogoče vam samo malo osvežim spomin. 4 primeri teh procesov. En tak proces je recimo plenilstvo, zelo, zelo pomemben proces na zemlji v tej biodiverziteti, zaradi tega, ker vse vrste, ki so, ali so plenilci, ali so plen. Drug tak pomemben proces je tekmovanje. Prav tako zelo pomemben proces, zato ker vsaka vrsta tekmuje z najmanj eno, običajno z več drugimi vrstami. In tudi, če slučajno kakšna vrsta ne tekmuje z nobeno drugo vrsto, sigurno te osebki znotraj te vrste tekmujejo med sabo. Vedno, kadar je pomanjkanje nečesa, kar organizmi rabijo, v naravi pride do tekmovanja. Zelo pomemben proces, ki ga tudi sigurno že poznate, je fotosinteza, ker pač fotosinteza proizvaja vso to hrano, vso to organsko hrano, ki vzdržuje večino življenja na zemlji, in kot stranski produkt nastaja tudi kisik, ki ga prav tako ogromno število nekih organizmov rabi za preživetje. In ko sem že omenil fotosintezo, moram sigurno omeniti še en proces, ki je prav tako pomemben kot fotosinteza, čeprav deluje ravno v nasprotni smeri, to je pa biološka razgradnja oziroma dekompozicija. Vse, kar nastane v procesu fotosinteze, se mora na nek način razgraditi na osnovne dele, zato da se lahko potem ponovno vgradijo in zato da življenje kroži naprej. Še ena stvar, ki je sicer zelo očitna, pa se mi zdi, da jo je treba kljub temu vedno znova in znova ponavljati. Namreč mi, ljudje, nismo živa bitja. Ljudje smo pač ena vrsta iz kraljestva živali, se pravi, ljudje smo bios. In ljudje smo si med sabo zelo različni, tako fizično po podobi, kot tudi po tem, kako se obnašamo in kakšne vrline imamo. Se pravi, ljudje smo tudi diversus. Ljudje smo del biodiverzitete in z vsemi tistimi procesi, katerih del sem vam prej opisal, smo povezani z vsemi ostalimi vrstami, vsemi ostalimi živimi bitji. Z nekaterimi neposredno, z večino njih pa posredno. No, in namesto, da bi se pogovarjali o tem čudežu življenja, da bi se ugotavljali, koliko vrst dejansko živi na zemlji, jih je res 20 milijonov, jih je mogoče celo 22, ali jih je mogoče samo 15 milijonov. In namesto, da bi raziskovali, koliko nekega znanja je vključenega v vse te vrste, namreč vedeti moramo, da vsaka vrsta je posledica razvoja nekaj tisočih let ali pa celo nekaj 10 tisočih let, v katerih se vsaka vrsta jasno veliko stvari lahko nauči. Običajno v povezavi s to biodiverziteto v večino stvari, kar slišimo, so samo, kako je ogrožena, kako število vrst upada. Gotovo ste že slišali tudi o 6. masovnem izumiranju, katerega vzrok je človek. Nekaj pa vseeno je treba pri vseh teh stvareh vedeti. Vse te spremembe, tudi tiste najbolj negativne, se pravi tudi izumiranje, to v resnici je nekaj naravnega, nekaj povsem običajnega za samo naravo. To so pač
deli teh bioloških procesov. Celo nekatere spremembe, oziroma lahko rečem ogromno nekih sprememb v tej živi naravi, jih je zato, da sploh vrste lahko preživijo. Pa vam bom pokazal zdaj 3 take spremembe, ki jih tudi ljudje zelo hitro opazimo. Tole so pinože. Pinože živijo na severu Evrope, po zimi, kadar jim tam zmanjka hrane, se začnejo počasi premikati proti jugu. In če je zima dovolj ostra, lahko priletijo tudi do nas, do Slovenije. In ponovadi pridejo v milijonskih jatah. Ravno letos je tudi ena taka jata prišla do Slovenije. Tukaj v Sloveniji potem čez dan se pasejo v bukovih gozdovih, se prehranjujejo, zvečer, za čez noč se pa združijo v enem majhnem gozdičku, vsi ti milijoni ptic priletijo na tistih nekaj dreves in tam prenočujejo. In tako so pri nas 2-3 mesece, spomladi pa se vrnejo nazaj na sever. Se pravi, ogromna sprememba v okolju. Tako, kar se tiče ptičev, ki se odpravljajo na to pot, kot konec konca tudi kar se tiče nas, ki večino leta teh ptic ne vidimo, po zimi pa pridejo v velikem številu. Ampak, če ne bi bilo te spremembe, pinože enostavno ne bi mogle preživeti. Naslednji primer je malo bolj lokalne narave. Tole so rjave žabe, sekulje. Večino leta preživijo v gozdovih in zelo skrivnostne so. Zelo težko kakšno žabo sploh opazimo, ko gremo v gozd, eventualno, če smo v gozdu enkrat takoj po dežju, morda lahko kakšno vidimo. Spomladi pa se iz teh širnih gozdov združijo v par teh mlakah, ki so na robu gozdov, in v tisočih se zberejo noter, zato da se lahko razmnožijo. Se pravi, spet neka velika sprememba v naravi, brez katere pač ta vrsta ne bi preživela. In da ne bo zgledalo, da se te velike spremembe tičejo samo živali, tole je velika planina, ko na veliki planini skupni sneg, takole masovno poženejo žafrani, da obarvajo travnike v vijolično. Cvetijo kakšnih 10 dni, 2 tedna in potem izginejo. Ne izginejo tako kot pinože, ne grejo nikamor, ampak ostanejo samo pod zemljo, v tej podzemni deli rastlin, kjer čakajo na naslednjo pomlad, ko spet poženejo. Se pravi, spet neka velika sprememba v naravi. Drugo so pa spremembe, ki jih povzročamo ljudje. To so pa tudi spremembe, zaradi katerih nas pa mora skrbeti. To so spremembe, zaradi katerih danes rečemo tudi, da je biodiverziteta v krizi. Več kot polovico vrst, katere relativno dobro poznamo, za njih se ve, da se je v zadnjih 100 letih, da so se njihove populacije zmanjšale za več kot za polovico. Recimo samo pri pticah so izračunali, da je v Evropi danes približno 0,5 milijarde manj ptic, kot jih je bilo za časa, ko smo živeli še v Jugoslaviji. Zelo znan je tudi en prispevek znanstvenikov, ki so ugotovili, da je današnje izumiranje, se pravi izumiranje v času, ko smo ljudje dominantna vrsta, okoli 1000-krat večje in hitrejše, kot je bilo predtem. Če to mogoče opišem malo bolj z razumljivimi številkami, 1000-krat hitrejše izumiranje, to pomeni, da na dan izumre nekaj 10, morda celo več kot 100 vrst. Vsak dan, in to zaradi delovanja človeka. Zdaj te spremembe, ki jih povzročamo ljudje. Ene so spremembe zaradi naših delovanj, ki jih počnemo čist zavedno. To so te naši tako imenovani neposredni vplivi na biodiverziteto. Recimo ribolov je taka stvar, tudi lov na kopnem, izsekavanje gozdov, nabiralništvo. Mi točno vemo, koliko rib smo potegnili iz vode, zato je pač ta naš vpliv na to biodiverziteto povsem zaveden. In načeloma te vplivi ne bi smeli biti tako zelo problematični, ker vemo, da jih povzročamo, jih lahko nadzorujemo. To ne pomeni, da niso problematični, seveda, ampak ne bi rabili biti tako zelo problematični. S njimi pa kljub temu povzročamo spremembe v populacijah. Ampak še bistveno bolj neprijetni in bistveno večji negativni vpliv na biodiverziteto imajo pa te vplivi,
ki jih mi na biodiverziteto prenašamo čist nezavedno. Se pravi, niti zavedamo se, da negativno vplivamo na te vrste. Recimo, en tak primer je, ko spremenimo gozd v neko kmetijsko kulturno krajino, travnike in njive, vemo, da v gozdovih živi 1000-krat več vrst kot recimo na travniku ali na njivi. Ampak te spremembe v biodiverziteti sploh ne opazimo, ker v osnovi ni nihče sploh vedel, katere vrste so bile tiste, ki so bile v gozdu, pa jih zdaj ni več na travnikih. Ali ko zgradimo neko elektrarno na reki, niti sanja se nam ne, kakšno opustošenje s tem naredimo v združbah, ki živijo v teh rekah. S tem, ko smo postavili elektrarno, smo spremenili tok reke, spremenili smo hitrost reke, spremenili smo rečno podlago, spremenili smo obrežni pas in zelo malo vrst je, ki so sposobne, da se na vse te spremembe lahko prilagodijo. Mi pa seveda teh sprememb sploh ne opazimo, ker se to vse dogaja nekje pod vodo. In še tretji primer, mogoče najbolj aktualen, povezan s tem, kako spreminjamo ozračje, kako spreminjamo atmosfero. To je pač to spuščanje ogljikovega dioksida v atmosfero in s tem povezanimi podnebnimi spremembami. Šele zdaj v zadnjih letih nekako opažamo, kako velik negativen vpliv teh podnebnih sprememb se kaže tudi na biodiverziteti. Kako veliko vrst je zaradi tega ogroženih, koliko vrst je zaradi tega že izumrlih. S tem, da se ene izmed teh vrst mi nismo niti dotaknili, ampak kljub temu zaradi našega delovanja povzročamo pač njihovo izumiranje. Kako to izgleda, ta problem tega podnebnih sprememb in te vplivi na posamezne vrste, se mogoče najbolj vidi pri teh vrstah, ki jim rečemo, da so hladnoljubne vrste. To so pač vrste, ki preživijo v hladnih območjih, čim se začne tam podnebje segrevati, enostavno ne preživijo. Njihova edina rešitev je, da se začnejo umikati, lahko se umaknejo višje v hribe, kjer je bolj hladno. Tiste vrste, ki živijo bolj v polarnih predelih, se umikajo proti severnemu in proti južnemu polu. Ampak predstavljajte si, kaj se zgodi s to vrsto, ko enkrat pride na vrh hriba. Enostavno naprej nima več kam se umakniti. Predstavljajte si neko vrsto, ki živi v polarnem pasu, recimo severni medvedi, in se umikajo proti severnemu polu. Ko pridejo enkrat na severni pol, vse poti od tam vodijo samo še nazaj proti jugu. No, tisto, kar pa je po mojem mnenju najbolj grozljivega pri vsem tem, pa je, da se vseh teh naših vplivov, se pravi teh zavednih in nezavednih, mi bolj ali manj danes že zavedamo, ampak naredimo pa zelo, zelo malo, da bi situacijo na nek način izboljšali. Na nek način smo še vedno, kar se tega tiče, kar se tiče našega odnosa do žive narave, v srednjem veku. Zanima nas izkoriščanje narave, zanima nas, koliko dobička bomo dobili iz narave, zanima nas, katere vrste so škodljive, zato da se jih bomo lahko znebili, namesto da bi vse te vrste, celotno biodiverziteto enostavno sprejeli kot naše zaveznike oziroma kot naše partnerje. Lahko rečem tudi kot naše enakovredne partnerje. Zakaj enakovredne? Zato, ker smo povsem odvisni, naše življenje je povsem odvisno od teh vrst. Kisika ne bi bilo brez teh vrst, čiste vode ne bi imeli in tudi hrane ne bi imeli, če ne bi bilo biodiverzitete. Zdaj, zakaj je tak odnos? Zakaj imamo tak mačehovski odnos do narave, ko smo pa vendarle tako zelo odvisni od nje? Zdaj, razlogov je sigurno veliko, običajno se izkaže, da ni samo en razlog, no, ampak jaz bi danes se dotaknil samo enega. Namreč, en velik problem je v našem odnosu do narave je to, da se pač mi ljudje imamo za najbolj uspešno in za najbolj razvito vrsto. Pa po eni strani je to čisto razumljivo. Če pogledamo samo v zadnjih 100 letih, kaj vse smo dosegli s pomočjo tehnologije, ki smo jo sami razvili, je to res prav osupljivo. Recimo,
Naučili smo se leteti in danes potujemo tudi po zraku. Naučili smo se plavati in potujemo po morjih, po oceanih. Naučili smo se potapljati v največje oceanske globine. Osvojili smo vse celine in povečali svojo populacijo na 8 milijard. In konec koncev, bili smo na Luni. Ja, jaz sem eden izmed tistih, ki verjamejo, da je človek stopil tudi na Luno. Da ne rečem, koliko smo naredili različnih majhnih pripomočkov, s katerimi si pomagamo v življenju. Recimo ena taka majhna škatlica, ki jo rečemo mobitel. Z njo se lahko pogovarjamo okoli celega sveta. In pri tem se ne rabimo niti dreti noter, pa nas bojo sigurno slišali, kjerkoli na svetu bojo ljudje, ki bojo imeli tudi ta mobitel. No, eno stvar pa se mi zdi vseeno treba opozoriti pri tem, da tole, kar sem zdajle predstavil, to je samo en vidik te razvitosti in uspešnosti. Naš vidik, človeški vidik. To, kar bom zdajle povedal, zato ne obstoja nek znanstveni dokaz, ampak jaz sem prepričan, da to povsem drži. Namreč, če bi ljudje se znali pogovarjati z ostalimi vrstami, recimo, da bi bili tako kot doktor Dolittle, ki je znal govoriti z živalmi, in če bi mi te vrste vprašali, jaz grem stav, da bi vsaka vrsta rekla isto, kot rečemo mi. Da je pač ona najbolj uspešna. Zakaj si to predstavljam? Tako, čisto enostavno. Vsaka vrsta ima neke lastnosti, ki so značilne samo za njo. In v okviru teh lastnosti je jasno, da je ta vrsta najbolj uspešna in najbolj razvita v tem pogledu. Če razložim, zelo smo ponosni na to, kot sem že rekel, da smo se naučili leteti, da letimo, da se prevažamo po zraku. Ampak obstoja ogromno število nekih vrst, ki so bistveno boljši letalci, kot smo mi. Druga stvar, ki me zmeraj muči pri tem našem znanju letenja po zraku, in se vedno sprašujem, če ne bi bilo vrst, ki letijo po zraku, se pravi, če ne bi bilo ptic, če ne bi bilo netopirjev, če ne bi bilo kačjih pastirjev, če ne bi bilo metuljev in vsega tega, kar leti po zraku. Vprašanje, če bi ljudje že dobili sploh to idejo, da se da morda potovati tudi po zraku. In če bi že dobili to idejo, vprašanje, če bi jo tako tehnološko že razvili, če ne bi imeli mi teh vzornikov, ki smo jih dolga leta samo opazovali, kako letajo, in potem tudi kopirali, da smo naredili vse te stroje, s katerimi danes lahko letamo po zraku tudi mi. Prej sem rekel, da smo se naučili potapljati v oceanske globine, dejansko na najnižji točki oceana je že bila človeška posadka, ampak v resnici obstoja ogromno število nekih vrst, ki so bistveno boljši pri potapljanju, kot smo mi. In kar je ironija, med njimi so tudi naši relativno bližnji sorodniki sesalci. No, naselili smo celoten planet, naselili smo vse celine. Tle malo se moram popraviti, Antarktika je celina, ampak na Antarktiki ljudje nimamo nekih stalnih naselbin, imamo samo raziskovalne postaje. In vsi ljudje, ki pridejo v te raziskovalne postaje, morajo s sabo za preživeti prinesti vse, ker praktično ničesar ne moramo dobiti na sami Antarktiki. A po drugi strani ogromno nekih vrst je, ki živijo na Antarktiki celo življenje, že generacijo za generacijo. Vse, kar rabijo, dobijo iz tega okolja. No, prej sem rekel, da smo stopili na Luno. Dejansko mi smo edina vrsta, ki je bila na Luni. Druge vrste, s katerimi živimo na Zemlji, niti ne kažejo neke pretirane želje, da bi prišli na Luno. Ampak so pa nekatere druge stvari, ki pa jih druge vrste delajo, mi jih pa ne znamo. Recimo tle na tej sliki, tale pajkova mreža, to je neverjeten material, tale pajkova mreža. Močnejša je od jekla in hkrati bistveno bolj elastična. Ljudje se že desetletja trudimo, da bi naredili nekaj podobnega, pa nam ne uspe. A pajki to delajo iz dneva v dan, vsakič si naredijo novo mrežo. In potem je še en vidik te naše razvitosti in uspešnosti, pri katerem se pa ljudje uvrščamo nekam čist na rep, če bi vse vrste dali pač v neko skupino. Sicer eno je
kaj smo se naučili narediti. Eno je, kaj znamo delati. Drugo pa je, kako učinkovito to delamo, oziroma, kako bi temu rekli, kako trajnostno te stvari počnemo. Dejstvo je, karkoli naredimo, če to ni trajnostno, je samo vprašanje časa, kdaj nas bo začelo to ovirati v našem razvoju. Recimo motor z notranjim izgorevanjem, bencinski ali dizelski. Še posebej, ko ga vgradimo recimo v avtomobile. Avtomobili so čudovita stvar. Usedeš se noter in v kratkem času zelo udobno prideš lahko na drug konec države, znotraj celine, v parih urah prideš skoraj kamor češ. Ampak kaj nam to pomaga, če pri tem, ko se toliko vozimo z avtomobili, tako zelo spreminjamo naše okolje, da se tudi mi sami na te spremembe ne bomo znali prilagoditi. Sinji kit, največja žival, kar je kadarkoli živela na svetu. Okoli 150 ton so težki. Ljudje smo približno 1500-krat manjši in lažji od teh sinjih kitov, ampak smo se jih vseeno naučili zelo učinkovito loviti. Tako učinkovito, da danes po oceanih plava samo še 2% teh velikanov, kolikor jih je bilo nekoč. Se pravi, v delih oceana, kjer je bilo nekoč 100 sinjih kitov, sta danes samo še 2. Ampak vprašanje je, a je to pač pokazatelj naše uspešnosti, naše razvitosti ali naše kratkovidnosti. No tako, zdaj se počasi približujem koncu tega predavanja. Ne vem, če sem vas čisto uspel prepričati v to, da pri tej naši uspešnosti in razvitosti, da nam manjka malo samorefleksije, kako zelo uspešni smo res. Tako da sem se za zaključek odločil, da vam še eno zgodbo povem, ki pa upam, da vas bo nekoliko bolj prepričala. Torej tukaj na sliki, na tej fotografiji, to sva midva z ženo. Midva pač rada potujeva po svetu, predvsem obiskujeva ekosisteme, ki jih ni tukaj pri nas. To je nekaj neprecenljivega. Ne, da vidiš tak ekosistem, to ga lahko vidiš tudi na fotografiji, ampak da ga doživiš, da si tam, da ga slišiš, da ga vohaš, da te zebe, če je mrzlo, da švicaš, če ti je vroče. In opazuješ vse tiste vrste, ki pač so del tega ekosistema in živijo tam iz generacijo v generacijo. To je boljše, kot da imaš milijon prijateljev na Facebooku, sigurno. Zadnji takšen večji izlet sva bila na Islandiji. To je krasna država, vam priporočam, če še niste bili, pejte si jo ogledati. Je relativno blizu, mogoče nekaj 4-5 ur vožnje z avionom in si tam, pokrajina je pa povsem drugačna kot večji del Evrope. Sama Islandija je približno 5-krat večja od Slovenije, prebivalcev pa toliko kot Ljubljana, nič več. To ima pač določene posledice in ena izmed teh posledic je, da javni prevoz ni prav zelo na gosto speljan po Islandiji, zato če že greste na Islandijo, se v vsakem primeru splača, da si izposodite nek rentakar in se z njim potem vozite po tej čudoviti pokrajini. Zdaj, Islandija je malo bolj hladna država in to pomeni, da se splača s sabo vzeti malo več prtljage, malo dodatne obleke, še ene rezervne dolge gate, če vas slučajno napere, da se lahko preblečete v suhe in tople obleke. Skratka, kaj hočem povedati v povezavi s to sliko? Midva sva šla na Islandijo za 14 dni. Pri tem sva naredila približno 9000 kilometrov in za to pot sva rabila pač letalo, ki naj je pripeljalo tja in nazaj. Rabila sva en osebni avto, s katerim sva se vozila po Islandiji in rabila sva kar zajeten kup prtljage. Se lepo vidi tukaj na fotografiji, vsak približno 2 kovčka oziroma 2 nahrbtnika. No, tole je pa ena ptica, ki živi in gnezdi tukaj na Islandiji, pa ne samo na Islandiji, tudi na drugih teh severnih območjih, na Grenlandiji, Aljaska, Sibirija, v obalah Sibirije. To je polarna čigra. Polarna čigra je znana po tem, da ima najdaljšo selitveno pot med vsemi pticami. Poleti tukaj na teh severnih obalah gnezdi, ko odgnezdijo, se odpravijo čist na drug konec zemeljske oble. In potem prezimujejo na obalah Antarktike in to samo zato,
da se lahko potem do naslednje pomladi vrnejo nazaj na Islandijo, da ponovno gnezdijo. Vsaka izmed teh ptic v enem letu naredi okroglo 25.000 kilometrov. To so zelo dolgožive ptice, tako da v celem življenju polarna čigra naredi več kot 500.000 kilometrov, kar je razdalja več kot do Lune. Zdaj bi vas pa prosil, če si še enkrat zelo dobro, zelo natančno pogledate to sliko in to ptico na sliki. Namreč to, kar vidite na njej, to je vse, kar ta ptica vzame s sabo, ko gre na tako dolgo pot. Pa se pa vprašajte, kdo je zdaj bolj razvit in bolj učinkovit, ptica ali človek v tem primeru. Hvala za pozornost.